Pozdrav iz studia televizije Uršlja. Koronavirus je dejstvo in kljub poizkusom zajezitve je vedno ali pa zmeraj bolj prisoten in prodira zmeraj bliže, je med nami, je del nas. Kako smo pripravljeni na Koroškem, da lahko varujemo sebe, svoje najbližje, tudi širše nam bosta predstavila dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem, in predstojnica Nacionalnega inštituta javnega zdravja organizacijske enote Ravne na Koroškem, Neda Hudopisk, doktorica medicine, specialistka javnega zdravja. Z virusom pa s temi obolenji se sezonsko srečujemo in teh neke strašne pozornosti, to gre običajno mimo nas. Pa v čem je ta koronavirus toliko drugačen in tako specifičen, da je toliko pozornosti, toliko, bi rekel, govora in seveda tudi toliko ukrepanja v zvezi tega. Pa bi rekel, ta del vprašanj morda v nadaljevanju se pojasnil. Uvodoma bi pa seveda vprašal ali pa izpostavil, bi rekel, da nam župan občine predstavi, kako lokalna skupnost se odziva na ta izziv, na ta primer in kakšno je to sodelovanje z vsemi temi, tako z Nacionalnim inštitutom, kot tudi z civilno zaščito, pa še kom. Pa bi prosil. Ja, uvodoma lep pozdrav in pa seveda zahvala za osvetlitev te teme, ki je zelo aktualna. Danes smo v petek in v sredo ta teden se je torej koronavirus pojavil tudi žal v Sloveniji in od tistega trenutka seveda se je situacija nekoliko spremenila. Če smo lahko do srede govorili o zaskrbljenosti, informiranju, obveščanju, se kar se občine Ravne tiče, čas sedaj za ukrepanje. Ne panično ukrepanje, ampak seveda bolj odločno ukrepanje, kot je bilo do pojava virusa, o čemer bo najbrž potem govora več. Gre seveda za ukrepe osebne higiene, razkuževanja rok, ustreznih stikov med ljudmi. Skratka, ta priporočila, ki smo jih slišali in poslušali po medijih, po državnih omrežjih, je sedaj bolj odločno treba izvrševati, torej ukrepati, paziti samega sebe in svoje ljudi okoli sebe. Hkrati pa so inštitucije na Ravnah po moji oceni do tega petka dobro odreagirale. Tako Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki res obvešča in je pravzaprav skozi v prvi bojni liniji s tem pojavom, tako tudi Zdravstveni dom Ravne so nas to sredo obvestili o situaciji in tudi določeni naši javni zavodi, kot so vrtce, šole, Zavod za šport, kulturo, turizem, je že delno ukrepal, še bolj pa bo ukrepal naslednji teden, ko bo nekako na temi ukrepi, govorim pa so o teh osnovnih ukrepih higiene, določenega izogibanja prireditvam in podobno, prevzel koordinacijo, tako kot ste že rekli, štab civilne zaščite, ki bo za začetek zbiral informacije o izvedenih ukrepih, da vidimo, kaj se je dejansko v tem našem javnem sektorju že ukrepalo. Je pa seveda veliko odvisno od nadaljnega toka dogodkov. Vidimo, da seveda število obolelih iz 1 je šlo na 6 relativno hitro in bog ne daj, da bi zdaj šlo čez vikend visoko, tako da smo nekako v pripravljenosti, tok informacij je vzpostavljen in pa tudi te službe so pravzaprav pripravljene. Kot rečeno, sezonska gripozna pa virozna obolenja grejo relativno mimo nas in smo jih na nek način sprejeli. V čem je pa zdaj ta koronavirus toliko drugačen ali pa poseben, da je toliko pozornosti, pa tudi, ali je to predvsem strah pred neznanim ali kako bi vi to nam obrazložila? Ja, dejstvo je sigurno v tem, da koronavirus je nov virus, to pomeni, da ga še ne poznamo, zaradi tega je tudi bolj, ne bom rekla panično, ampak bolj previdno ukrepamo in opozarjamo ljudi v bistvu ravno na te preventivne ukrepe, ki jih opozarjamo že tako kot pri vseh respiratornih obolenjih, ki jih v bistvu že tudi poznamo. To pomeni, še enkrat poudarjamo, higiena rok, higiena kašlja. Res higiena rok, to pomeni, da ne samo, da je temeljita higiena rok in pa seveda to omejevanje nekih kontaktov z obolelimi osebami v kontekstu 1 metra pa pol, ker ta koronavirus je v bistvu kapljična okužba. In to pomeni z kihanjem, kašljanjem, z neko simptomatiko lahko to bolezen prenesemo naprej. In ravno na tem je treba opozarjati te preventivne ukrepe, še bolj osvestiti pri populaciji, da v bistvu jih upoštevajo.
Tu ste omenili zdaj, da je to kapljično prenašanje, pa vendar se je zaslediti, da v nekaterih okoljih tu cele ulice razkužujejo, pa ne vem kaj se je. Tu bi rekel, to pomeni, da je ta virus tako trdovratno živ prisoten, da je treba tudi še poleg tega, kar ste omenili, tudi se tega posluži, če je potrebno. Seveda. Ja, vemo, da gre za kapljično okužbo, sigurno pa vemo tudi, da gre za kontaktno okužbo. To pomeni, da če ti kihaš, kašljaš v roko, če kihaš in kašljaš na določeno površino, seveda virus preneseš na to površino, na katero lahko potem druga oseba, zdrava oseba, seveda to površino se dotakne, naprimer kljuko, in prenese ta virus lahko v svoje dihalne poti. Zaradi tega je tudi nujno potrebno, da opozarjamo na to, da čim manj dajemo roke v področje obraza, sluznice, nos, usta, sploh ne umite roke, ker s tem imamo veliko večjo možnost prenosa same bolezni. Zelo kar nekajkrat je že bil omenjen ta protokol ravnanja, ko posameznik zazna obolenje ali pa in ni odveč, če ga še enkrat, pa vedno znova ponovimo, pa bi prosil vas, da tudi v tem primeru tudi ta protokol še enkrat pojasnimo, pa ga. Nujno potrebno dejansko je, da v primeru suma na koronavirus, zdaj pa poglejmo, kaj je to sum na koronavirus. Zaenkrat še vedno definicija obstaja, to pomeni povišana temperatura nad 38 stopinj, potem kašelj, težko dihanje in pa bivanje v endemičnem območju, kjer ta virus v bistvu razsaja oziroma stik z neko osebo, ki je imela koronavirus. V tem primeru je absolutno nujno potrebno, da oseba ostane v domačem okolju, da se samoizolira in da pokliče svojega osebnega zdravnika oziroma dežurno ambulanto, če osebnega zdravnika ne dobi, in se potem z osebnim zdravnikom dogovorimo, tudi potem pokliče epidemiološko službo, postavimo, ali sum obstaja oziroma ne, in v primeru, da sum seveda je utemeljen, gre na skupno točko. Skupna točka je v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec, kjer se potem vzorci opravijo. Na tak način je nujno postopek. Še enkrat poudarjam, vsekakor oseba ostane doma, ne hodi na javna transportna sredstva in na kakršnekoli trgovine, če obstaja sum, da ta bolezen se dogaja. Pa vendar morda še pod vprašanje na to, ker ta sum, ki je, to pomeni, da je ta, ki je na nek način sporočil svoje težave, evidentiran, je pod neko kontrolo in bo oskrbovan tudi z prevozom, ker ravno v tem je stvar, da se ta stvar relativno mora opraviti varno, da ni kaj sem zaradi prihoda v inštitucijo, zdravstveno ustanovo, pač bi rekel, še okužil okolje ali pa kogarkoli na poti. V primeru, da je oseba v redu, da ni neko klinično nestabilna, to pomeni, da ima povišano temperaturo, da kašlja, ampak da se vseeno dobro počuti, v tem primeru se sigurno osebni zdravnik dogovori, da se ta oseba lahko sama pripelje na dotično mesto, kjer se odzame bris, to smo rekli v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec. Tam tudi obstaja telefonska številka, na katero seveda potem zdravnik pokliče in se poveže z dotično osebo. V primeru pa, da je oseba v kritičnem stanju, da je oseba v težki obliki, da težko diha, v tem primeru potem pa se seveda osebni zdravnik odloči za druge postopke in reševalno službo, ki osebo potem pripelje v dotično ustanovo. Morda bi še en ta tehnični vidik se pojasnil. Kar nekaj tistih, ki so želeli sporočiti svoje težave in naletelo pač na prezasedene linije oziroma ni bilo, bi rekel, odgovora in seveda to vrstna neodzivnost pri tismu pač povzroča določeno, bi rekel, negotovost, pa verjetno tudi zaradi tega pride do takih nekontroliranih prihodov do ambulant. Ravno zaradi tega pa še enkrat potrebno poudariti. Res je, da je po protokolu opredeljeno, da se pokliče osebnega zdravnika. V primeru, da se osebni zdravnik ne odziva, ker tudi seveda druge situacije, druga bolezenska stanja ostajajo in zdravniki niso nujno skozi dosegljivi, je potrebno poklicati
v dotičnem primeru zdravstvenega doma Ravne, dežurno ambulanto Ravne, ki pa tudi ima 24-urno telefonsko številko, ki ne bi bila dosegljiva. In ravno to je treba upoštevati. Nacionalni inštitut za javno zdravje je organiziran na teritoriju Slovenije in bi rekel, močna enota Ravne je pač ena izmed 9, če sem prav pregledal, je tako. In to pomeni, da tu se teritorijalno pokrivajo vse občine, regije, Koroške regije, pa še ali kaj tu širše? To je 12 lokalnih skupnosti. 12 lokalnih skupnosti pokriva močna enota Ravne, to pomeni 4 zdravstveni domovi, s katerimi smo v stalnem kontaktu, in pa tudi z bolnišnico, ko v bistvu imamo koordinacijske sestanke, da usklajujemo določene poti in se dogovarjamo na tiste, kjer zdaj tudi v neki problematiki je nujno potrebno rešiti, da smo usklajeni na tak način. Kot rečeno, lokalne skupnosti seveda imajo, v tem primeru tudi zelo pomembno poslanstvo, da na nek način upravijo tudi še tisti drugi del, ki ga nacionalni inštitut ne upravlja, da animira svoje občane, svoje okolje, skratka, da poskuša, umiriti situacijo in sočasno povedati, da zadeve funkcionirajo. Pa je to zdaj možno ugotoviti, da ta stvar je pod takšno kontrolo, da bojo občani pomirjeni tudi zaradi tega, kar bojo zdaj od strani župana slišali. Ja, zagotovo so lahko pomirjeni, so ne pa absolutno brezbrižni, kajti so od zdajšnjih reakcij naprej odvisno, do kakšne mere se bo ta virus širil. Lokalna skupnost je na potezi, da ukrepa, torej na podlagi strokovnih informacij NIJZ-ja in zdravstvenega doma, moramo pa izvesti svoje konkretne ukrepe, kot so namestitev zaščitnih sredstev oziroma teh razkužilnikov in pa tudi plakatov v javnih stavbah. Na primer, v stavbi občinske uprave smo to že izvedli. Preverjamo, kaj so izvedli vrtci, kaj so izvedli torej osnovne šole, zdravstveni dom, upam, da ne rabimo preverjati, oziroma lekarne. Tako da tu bo zdaj v naslednjem teku potekala ta koordinacija preko štaba civilne zaščite, tudi preko upravnikov, da obvestimo ljudi v blokih, večstanovanjskih blokih na vhodih, da je ta pojav koronavirusa, kaj so ti ukrepi, ki jih NIJZ priporoča. Skratka, tu imamo v tej fazi, če lahko rečemo faza B, na voljo še mnoge ukrepe, da lahko zaveščamo ljudi, hkrati pa nam ljudje lahko najbolj koristijo v javnem smislu, če sami pazijo, sami upoštevajo to, kar se priporoča. Tako da nekako ni razlogov za paniko. Za paniko nikoli ni, pametno tudi v najhujših situacijah panično odreagirati, čeprav to je težko preprečiti. Ampak da v tej fazi, v petek, od same zaskrbljenosti smo že, na naslednjem koraku, to pa so ukrepi. Torej vsak naj se vpraša, a je naredil kakršenkoli korak v smer tega, da ne bi dobil virusa in mora kaj narediti. Ali si bolj razkužiti roke, če si jih ni razkuževal, ali si jih dodatno umiti, ali mogoče kam manj iti, kakšno kljuko manj odpreti. Skratka, smo že v tej fazi, ko lahko pomirimo, hkrati pa že pozivamo k bolj skrbnemu obnašanju in ravnanju. Morda bi še pojasnili to, govora je pri teh, da pač pri tistih, ki so okuženi, pa prenašalci, prihaja do izolacije pa karantene. In zdaj, kako je zdaj v teh primerih, se tudi v to smer razmišlja, ker tisti, ki je v karanteni, pač si predstavljamo, da je zaprt v nekem prostoru in potrebuje razno skrbo, tako z živežem, pa skratka vse ostalo. Je tudi v to smer zadeva, se o tem razmišlja, je pripravljeno kaj na to temo? Jaz lahko v bistvu najprej povem, kaj to sploh obravnava kontaktov pomeni. Imamo različne vrste kontaktov in sigurno tesni kontakt in pa tesno rizični kontakt, to pomeni družinski člani, pozitivne osebe in pa tisti rizični kontakti, to pomeni osebe, ki so bile v osebo v kontaktu, pa imajo določeno kronično nenalezljivo bolezen, ki lahko vodi v bolj tvegano obliko bolezni. V tem primeru sigurno odreagiramo z samoizolacijo in pa karanteno. Vse ostale osebe pa zaenkrat po protokolih v bistvu ostanejo v samoopazovanju. Danes je pač svet globalno funkcionira in prihaja cel kup,
pošiljk, tako bi rekel, iz Kitajske, tako, kjer je tudi ta virus na nek način vzniknil. In je treba tu kako posebno ravnanje, kakšna previdnost, ker ko dobiš, vemo, da kar nekaj tega prihaja v naše domove. In je treba s tem pošiljkami kaj posebej kaj razkužiti ali je to pač... Ne, pošiljke iz Kitajske pa vseh ostalih delov sveta v bistvu ne predstavljajo nekega tveganja. Samo po eni taki zdravi logiki je pa zelo fajn, če si pač, ko smo že večkrat omenili, enostavno roke umivamo, a ne? Roke umivamo, če smo v kontaktu z vsemi stvarmi, pa ne govorim, da je to zdaj neko tveganje ali pa neka panika, nek tak potencial, zaradi tega pa spet znova poudarjamo to, da poznamo ukrepe, treba jih je izvajati. Kot rečeno, s koronavirusom je pač v tem trenutku verjetno več vprašanj kot dokončnih spoznanj in seveda panika je odveč, ampak kot pravite, previdnost pa nujna. Pa bi zdaj še morda ravno na tej točki vprašal, ali tisti, ki na nek način, je že znano, da tisti, ki na nek način preboli ali pa nima nekih posebnih težav zaradi okužbe, je potem, ko enkrat to preboli, je zadevo več ali manj, bi rekel, tudi, bi rekel, imun na nadaljne okužbe. No? Ja, zdaj pri večini virusnih obolenj dejansko je tako, ko enkrat bolezen preboliš, potem imaš določena protitelesa, ki te ščitijo pred nadaljno okužbo. Tako smo že prej rekli, to je neka nova okužba, nov virus, zaradi tega v bistvu se stvari še raziskujejo in na tem nivoju tudi so. Jaz tule zdaj bi rekel, da se ne bi ponavljali pa odpirali neke teme, ker vprašanje še ogromno, tudi take tiste, ki begajo, pa da ne bi tistih odpirali, bi jaz kljub temu zdaj rekel, da bi zdaj na koncu bi rekel, tako župan kot pa bi rekel predstojnica neka apel ali neko eno zaključno misel predstavlja našim gledalcem pa gledalkam. Ja, zdaj, kar se mene tiče oziroma občine Ravne, bi rekel, da situacija je v teku, situacija ni popolnoma pod nadzorom. Če bo eskalirala, bomo morda sedeli v tem studiu za obveščanje javnosti še kak dan v prihodnjem tednu. Če se bo stabilizirala s 6 primeri, ne bo šlo na par stotin primerov, bomo lahko zadevo umirili in šli na nivo poročanja. Sedaj pa smo v fazi nekega, bi rekel, tekočega dogajanja, ki ga je treba spremljati. Zato naj se ljudje tega zavedajo, da sedaj je napad koronavirusa v Sloveniji in naj temu primerno v skladu s priporočili, ne paničnimi, ampak v skladu s priporočili NIJZ-ja, ki tudi sproti nastajajo, pravzaprav odreagirajo, da bomo skupaj poskrbeli za lastno in seveda tudi za javno zdravje. V bistvu zdaj se relativno ponavljamo, ampak jaz mislim, da ni nič narobe, če še enkrat poudarimo to lastno odgovornost vsakega posameznika, ki se je mogoče včasih res premalo zavedamo, tudi te vrednote zdravja samega kot takega, in da pa je nujno potrebno še enkrat te preventivne ukrepe res intenzivno upoštevati. Otroci so se v tem tednu 14 dni nazaj, pa tudi sicer že v preteklih letih, ampak zdaj pa bolj intenzivno res učili umivanja rok, potem kašlja, kihanja v robček oziroma v rokav. Ti ukrepi so ti ukrepi, ki so zelo smiselni in jih je nujno potrebno imeti ozaveščene, ne samo za koronavirus, ampak v bistvu za vsa obolenja, nalezljive bolezni, ki jih v bistvu smo jim priča v današnjem svetu. Ob zaključku bi jaz samo še to, spoštovani, verjamem, da sta dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem in predstojnica organizacijske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Neda Hudopisk podala dovolj kompetentne odgovore, pojasnila in navodila, kako naj ravnamo, dajmo tu resno upoštevati in ravnajmo predvsem samozaščitno in, bi rekel, zaščitimo sebe, svoje najbližje, pa tudi okolico. S tem bi jaz tudi zaključil ta današnji pogovor na temo koronavirus. Hvala še enkrat obema za udeležbo. Hvala.